Pozdravljeni, z vami sem Minka in nedelja popovdne, moja šalica kave. In odločila sem se, da posnamem tale video z namenom, da te povabim v online program, ki ga pripravljam. V glavnem, zdaj začenjam v sredo 16. z online šolo, ki bo trajala do junija. Ja, vem, dolg časa, 8 mesecev. Ampak po drugi strani pa čutim, da je zdaj čas za neke premike in nisem sigurna, da bom še jesen šla še v eno ponovitev, ne iskreno, skoraj sigurno ne bom šla še eno ponovitev šole. In v glavnem, če čutiš, da je skrajni čas, da nekaj spremeniš, če je skrajni čas, da počistiš neke podzavestne vzorce, ki te vedno znova in znova pripeljejo v enake drame, je čas narediti korake. Zdaj pa kaj bomo predelovali? Prva stvar. Šli bomo po knjigi, ko imajo hormoni žur in bomo predelali dejansko hrano, hormone, kako s hrano delovati na hormone, kako si pomagati pri ščitničnem hormonu, rastnem hormonu. Dejansko razumevanje nenazadnje mene, nenazadnje vseh teh hormonskih sprememb, ki se nam dogajajo, tako ženskim kot moškim. Zakaj menim, da je tako zelo pomembno, da nekaj zdaj naredite? Zdaj zaenkrat je še dovolj časa, ampak prišli bojo časi, ko bo dejansko pomembno, da imaš znanje, to je prva zadeva. Druga stvar, kar je pa pomembno, pa vem, da bojo prišli časi, ko bo dobro, ko vam bo prav prišlo, da ste usposobljeni za pomoč drugim. In dejansko v znanju je moč. No, tako da prva stvar, vse, kar je v knjigi, ko imajo hormoni žur, čez 400 strani. Potem bomo šli naprej na knjigo, ko ima življenje žur. Odpuščanje po družinskem deblu, meditacija za odpuščanje, potem pa hrana za psihično počutje, zelišča, gluten, hrana, ki je brez glutena, se pravi vnetje na celični ravni, kako si pomagati pri tem. Govorili bomo o, recimo tukaj se mi zdaj odprl o resveratrolu, ki je za obnovo možganov, in naprej o podzavesti. Podzavest je pa ogromno polje, kjer večina ljudi še vedno beži od tega. Ker poglejte, bolj enostavno se je ukvarjati s tem, kam bomo šli, kaj bomo dobrega pojedali. In ko se je zgodila korona, smo že imeli priložnost, da dejansko smo se nehali ukvarjati s tem, kam bomo šli in smo se ukvarjali s tem, kaj bomo pojedali. In je bila prva doza, kjer smo mnogi ali pa ste mnogi opazili, da ta strah glede preživetja vas je prisilil v to, da ste jedli in ste se zredili tudi po 10 kilogramov. Ne vemo, kaj še prihaja, ampak časi so zanimivi. In dejstvo je, da enkrat bo čas, da počistite svoje podzavestne strahove. In zdaj te podzavestni strahovi so lahko povezani s koreninami družinskega debla, lahko jih pa vi nosite s sabo kot duša. No, seveda, potem bomo pa šli na knjigo, ko imajo duše žur. Tukaj noter bomo pa dejansko delali notranji preporod, sindrom Marije Magdalene, ta pridna punčka, ki uboga, ki zadovoljuje druge in na koncu je označena, da je ona slaba. Vam zveni znano? Vsem ustrežeš in na koncu si dežurni krivec. No ja, mogoče je pa zadaj nek vzorec, ki čas, da ga presekate. Dovolj je bilo teh pridnih punčk, ampak tukaj zdaj ne govorim, da smo v moški energiji, da gremo v borbo, ampak se začnemo ukvarjati s svojimi vzorci, s podzavestjo, s tem, kar nosimo v sebi. In to, kar recimo tukaj podpora angelov, nadangelov in nebovzetih mojstrov. Ogromno šol je, sploh v Sloveniji je znana ena šola, ki se ukvarja z razvijanjem kronske čakre, s kanaliziranjem, z razvojem intuicije. Veste, jaz sem mnenja, da dokler ti ne greš v temelje, pa ne počistiš temeljne čakre, korenske čakre, spolne čakre, dejansko ti nič kaj ne pomaga kanalizirati. No, zdaj vam pa povem en primer. Moja bančnica izpred let, na isti dan ima rojstni dan kot jaz, v glavnem zdaj nimam stikov z njo, ampak sem jih pa imela.
v glavnem 10 let starejša od mene. In ona je hodila na vse tečaje, razne tečaje, dala je skozi reiki, pa Bahovo zdravljenje, marsikaj glede teh angelčkov, pa šla je na tečaj angelčkov. V glavnem, marsikaj je dala skozi. In enkrat ona meni razlaga, ker je ona pol tudi že zdravila druge ljudi, je rekla, veš, kje je bila največja moja napaka? Jaz se nisem šla ukvarjati s temelji, zdaj pa s kakšnimi temelji. Poročena je bila z alkoholikom, potem se je ločila, težka zgodba, bila je z možem, z drugim partnerjem, ki je ni cenil. Se pravi, ona ima v bistvu nek program, da ni bila cenjena. Itak tudi v službi je bila pridna in spet ni bila cenjena. Se pravi, njen vzorec je povezan s korensko čakro in ona ima ogromno za narediti, šele potem bo ona lahko zdravila in pomagala drugim ljudem. Seveda potem gremo tudi na, ko imajo moški hormoni žur, in zdaj zakaj je ta knjiga tudi dobra za ženske? Ker kaj se zgodi, ko smo ženske v moški energiji? Ker ko smo ženske v moški energiji, se nam tvori moški hormon, testosteron. In to se odraža predvsem v meni. Začnete se rediti, postajate možače, poraščene, struktura vašega telesa se spremeni in postajate pač hrust. In to pomeni, da ste preveč v moški energiji, da bi bil čas, da se spravite v žensko energijo, in v ženski energiji ne morejo hormoni iti po svoje, ne, zaradi tega, ker hormoni povezujejo naše čustva, misli in telo. No in potem, seveda, je ta program primeren za moške? Ja, je primeren, načeloma imam same ženske, po večini same ženske, seveda je primeren. Tukaj se mi je odprl o moških hormonih. Kako prepoznate moškega, ki ima odvisen odnos z mamo? In zdaj mogoče, če ste vi mama, mogoče bi bil čas, da vi greste prebrati takele zadeve, da pregledate, kaj vi vzgajate. No, druga zadeva pa, ta knjiga, moški hormoni, ogromno nas žensk imamo v tem življenju žensko formo, oziroma jaz sem ženska energija, ne? Ampak po energiji pa ženska, moška energija, kot duša, se pravi, ima za predelati ogromno vzorcev, ki se tičejo moških. Recimo, tukaj preverite z mišičnim testom, jezen sem na mamo, sovražim dušo mame, mami zameram, ker me je psihično zlorabljala. Potem tukaj noter govorimo, recimo, če imam denar, imam lahko lepega partnerja ali pa lepo partnerco. Brez denarja sem nemočen. Ja, tudi v denarju govorimo, ne nazadnje, ker to je povezan s korensko čakro, ampak je prav, da počistimo vzorce, ki so povezani s korensko čakro. Ogromno ljudi predeluje tudi iz preteklih življenj obdobja zlatokopov, divjega zahoda. V glavnem, vsak izmed nas, verjemite mi, da ima ogromno prtljage, ki jo mora počistiti. Zdaj pa res že čas, da začnemo čistiti. Tako da ni čas za odlašanje, no in potem, ko imajo čakre žur. Po tej knjigi bomo delali, dejansko bomo šli pregledati vse čakre in kaj se zgodi, ko predelamo vse čakre. Zgodi se to, da dobesedno pride do takega ravnovesja v vašem energetskem polju, da skozi vas teče samo energija. In to vodstvo vaše duše vam enostavno govori, kaj narediti, kako se obrniti, kam se obrniti. Pač vodstvo vaše duše je živa zadeva, to ni nekaj, kar je mrtvo. No, tako da v glavnem, predelali bomo vseh teh mojih 5 knjig, poleg tega, točno z vami, ti, ki si v programu, delam, se pravi, izračunam ti tvojo osebno vibracijo, zate prav posebej sporočila s kart prehodu na vodobo. In zdaj, če gledaš do tukaj, da vidimo, kaj je ta trenutek pomembno zate, ki tole zdaj poslušaš. Da vidimo, kaj ti sporoča stvarstvo, tvoji vodniki, kaj je prav, da zavestiš. Prav glede tega online programa, samo ozdravljenja in zavestnega ustvarjanja. Verjemite mi, da še kako bo
prav vam prišlo to znanje, da boste vse mirni. Ker ta mir se bo odražal na vaši družini. No, zdaj pa dajmo pogledati, kaj je prva. Ti, ki tole poslušaš, si bitje svetlobe. Zavedaj se, da je tvoje srce lahko polno brezpogojne ljubezni. Ampak ta brezpogojna ljubezen ne pomeni, da drugi stopajo po tebi. Glejte, Picasso je rekel, obstajata dve vrsti žensk. Ene so predpražniki, druge pa boginje. No, kaj si ti? Nekdo, ki ima 5 minut časa, ki se lahko dobesedno zbruha nate? Ali si boginja, ki enostavno rečeš, dovolj, pač, ne? Novo jutro, stvarstvo ti čestita za pogum, si na pravi poti, vse poti naprej so gladke. Čas je, da narediš korak naprej. No, da vidimo naslednje sporočilo. Zate, čas je, da začneš ljubeče sprejemati sebe, tudi druge. Zdaj bom prebrala še tale sporočila naprej, 77. Po numerologiji 77 je število, končni rezultat bo presegel vsa tvoja pričakovanja. Nahajaš se na pravi poti in vse poti naprej so gladke. Osvobodi se vseh sodb. Z ljubeznijo lahko pomagaš ljudem, ki so pomoči potrebni. Naj med vami teče brezpogojna ljubezen, ampak z ljubeznijo skrbi tudi zase. Zavedaj se, da taka kot si vredna ljubezni. No, potem je novo jutro, spet 7. Novo jutro, 25 karta. Da vidimo. Vse je na pravem mestu. Strah je obraz teme, ampak ti si svetloba. Z negativnimi mislimi in prepuščanjem strahu zaviraš napredek. Vse je prav. Pred teboj je novo obdobje, najhuje je za teboj. Ohranjaj stanje ljubezni. In ja, ti si bitje svetlobe. Ti si nosilka luči in sprememb. Poslana si, da kot sonce svetiš ljudem. Ti si angel. Angel sprememb. Vzemi si vsako jutro čas, ali pa enkrat na teden čas, da te energije jutra napolnijo, ali pa da te energije napolnijo, zato ker sebi dovoljuješ, da svetiš z ljubeznijo. Še eno sporočilo, zaupanje. Zaupaj vase in v življenje. Podpirate vsa svetlobna vojska. Vsa svetlobna bitja ti stojijo ob strani. To je pa zaupanje, zaupanje. To se vsi učimo. Ta trenutek se nahajaš na točno pravi poti. Popolnoma nič te ne more raniti, poškodovati ali prizadeti. Tvoja duša je večna. Ovire so le izkušnje, ki jih potrebuješ na svoji poti. Ustvarjena si po božanski podobi in zavedaj si, da si popolna. Bodi v sožitju in povezana s celotnim stvarstvom. Bolj kot zaupaš v svoje božanske sposobnosti, večja je tvoja moč. No, da vidimo še naslednje sporočilo. Ne, takega programa ne bom več delala, 100% ne, ker tole bo res enkrat na teden, vsako sredo zvečer od 8, tam do 9:30. Posnetke boste imele. Dejstvo je, da vam jih bom pustila na internetu. Veste, kaj se je zgodilo v prvi moji skupini? V prvi moji skupini niso spoštovali tega, da posnetki se ne delijo naprej. In sem jih umaknila. Ampak verjamem, da vibracija ljudi se spreminja. Dejansko zdaj je portal, kjer imate vse posnetke, dostop z geslom. Tako da to pomeni, da ta dostop boste imeli, vam ga bom pustila, da ga boste zmeraj lahko dostopali do teh posnetkov. No, zdaj pa naprej. Zaupanje. A je že enkrat prišlo zaupanje? Zaupaj, da te stvarstvo podpira. Zaupaj, da je zate čas, da se prepustiš toku. Ja, vem, nekaj stane ta program, ampak na koncu koncev znanje, ki ga boš osvojila, ki ga boš pridobila, to je dobesedno, veste, kako čutim. Ustvarjam, vzgajam zdravitelje, zdraviteljice nove dobe. Ustvarjam novo generacijo ljudi, ki si bojo upali stopiti iz povprečja, ki bojo upali povedati
svoje mnenje, ampak tukaj ne govorimo o protestih, govorimo to, da znaš nekomu pomagati, da imaš znanje, s čimer lahko pomagaš. Pač kako češ pomagati, če nimaš znanja? No, zaupaj, točno na pravi poti si. Naslednja, vsi smo svet. Wow. Glejte, to ustvarjamo, to novo zemljo. Ta nova zemlja prihaja, ta nova zemlja je zmerom bolj tukaj in to, kar ustvarjamo, je daleč od tega, kar ta trenutek spremljamo. Svet korupcije, svet vojn, daleč od tega. Ta svet, ki ga ustvarjamo, je taka povezava z naravo, je tako sožitje, je tak mir. To, kar ustvarjamo, to, kar bo, v to sem 1000%, bo tako čudovito, ampak res tako čudovito. Ampak gledajte, zato je pa treba iti pogledati svoje energetsko polje in iti prečistiti karmične vzorce. Recimo, jaz zase govorim, imela sem vzorce, strah me je sprememb, strah me je premikov. In vsakič, ko sem pomislila na neke premike, mi je bilo strah. Ni več čas za strah, zdaj pa čas, da greš pa počistiš ta vzorec. Enostavno, tudi tisti, ki ne morete shujšati, imate vzorec, treba je shranjevati za slabe čase. Kaj ti pomaga shranjevati za slabe čase, če enostavno ti ne bo pomagal, če imaš 20 kg špeha gor na sebi, niti ti ne bo pomagal, če imaš doma zlate palce, ker jih ne boš mogla jesti. Pomagal ti bo pa znanje, kako iz narave dobiti to, kar je za preživeti. Pač tako je. Znanje je nekaj, kar ti bo prineslo tako moč. Ja, jaz tako čutim. Jaz nimam zlatih palc, da se razumemo. In niti ne čutim, da bi si jih priskrbela, zato ker, če do česarkoli pride, pač zlato ti ne bo nič pomagal. Pač nič. Nič. Gre se za to, če pa počistiš svoj strah, a to ti bo pa pomagalo. Če pridobiš znanje, da se postaviš v svojo moč. Zdaj tukaj naslednja karta je prišla kompromis. Oglejte si jo. Kompromis. Dva zavaljena Japonca, ki sta zelene barve. Pač kompromis vas ne more narediti vitalne, plesoče, z energijo. Kompromis je energija za stale vode. Pač vem, da mogoče razmišljati, bom šla pol drugo leto. Ne res, ne bom delala novega programa. In eno, kar te zadržuje, je vklepanje preteklosti. Poglej, ta škatla, ki jo imaš, daj to škatlo končno stran, daj to prečisti, pejdi noter. Enkrat sem sanjala, da sem šla v klet in v kleti je bila šara, ropotalnica. In v tisti, pač pod stopnicam doma. Dejansko jaz vem, da v teh zadnjih letih sem šla v klet in sem šla prečistiti moje vzorce, korenine družinskega debla. Marsikaj slabega, kar se po družinskem deblu prenaša, z namenom, da enostavno se to ne prenaša več po liniji, po ženski liniji. Dovolj je bilo. To, kar se je dogajalo, pač ta ženska, ki je manj vredna, dovolj. Pač dovolj. V naši družini jaz se tega ne grem več. No, gremo še na eno sporočilo, da vidimo. In vir. Povezava z virom. Z izvorno kodo svetlobe. Poleg tega, ko se boste vpisali, vam dam zraven še eno kartico izvorne kode svetlobe. Eno knjigo iz mojega programa kot darilo. Če imate že vse knjige, jih boste podarili naprej, mogoče nekomu prav pridejo, predvsem pa dobite znanje. Ker je pa tisto znanje z meditacijami, za čiščenje podzavesti. Vam povem, da te dame, po večini dame, ki so z mano v teh programih, ko gre samo to energija skozi, dejansko tečejo solze olajšanja. To je čudovito. To je res čudovito. To si ne morete predstavljati niti. Kako
energije bele božje svetlobe lahko prečistijo čisto vse, kako z energijo bele božje svetlobe lahko pride do samoozdravljenja. Dejansko ne potrebujete več bolezni. Nihče izmed nas ne potrebuje več bolezni, zato ker verjamem, da ko mi počistimo to energijsko polje, dobesedno odpadejo vzroki za bolezen. Ker to energijsko polje, tam je zapis, tam je obtežena, gosta energija, ki se potem manifestira v fizični obliki. Zdaj, za koga je namenjen? Za vse tiste, ki imate ta program. Pritisk, holesterol, katera čakra vam ne dela? Kdor ima pritisk, ima težave z ming čakro, zadnja popkovna čakra. Tam so preobčutljivi ali pa prenasičeni spomini iz preteklih življenj. Kdor ima celulit, sploh po zadnji strani stegen, to je povezano s tem, da je družinska karma tako močno obremenjena, da je že čas, da ta strup spustite. Kdor ima težave s ščitnico, treba je pogledati, kaj vas duši, kaj je tisto, kaj vas stiska za vrat. Kdor ima migrenske glavobole, treba je pogledati, migrena je povezana s spolno čakro. Kaj nosite v zapisu kot duša, kdo ste vi kot ženska energija? Da se razumemo, tudi že moški, imate žensko in moško plat. In to moje delovanje je bolj usmerjeno za ženske, ker na koncu pač jaz lahko pomagam tistem, kar sem sama prehodila, skozi to, kar sama doživljam, ker kakorkoli sem ženska. In zaradi tega mi je lažje delati pač z ženskami. Če pa čutiš ti kot moški, da bi šel v ta program, dobrodošel. Tako da v glavnem, glejte, tamle spodaj imate link, prijavite se, jaz vam bom poslala potem povezavo za plačila. Možno je plačilo na obroke, sicer preko kartice ali v enkratnem znesku z popustom, tako da ali eno ali drugo. V glavnem zavestno ustvarjanje.si, zavestno-ustvarjanje.si, kliknite in tam boste dobili vse potrebne informacije, pišite se in začnemo v sredo. Tako da lepo se imejte in lepo nedeljo, uživajte.